Spoštovani zbrani, dovolite, da med nami posebej pozdravijo nekatere spoštovane goste, ki so se nam pridružili. Magistra Dejana Židana, ministra za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije Franca Pukšiča in Andreja Čuša. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije in predsednika Slovenske ljudske stranke Franca Bogoviča. Doktorja Štefana Čelana, župana Mestne občine Ptuj. Cvetka Zupančiča, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Z nami je tudi gospod Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda na Ptuju. Danes so z nami tudi člani sveta in upravnega odbora Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter območnih enot in izpostav, pa tudi predstavniki kmetijskega šolstva, ravnatelji biotehniških šol, z nami pa je danes tudi član sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice iz Slovenije, gospod Štefan Domen. In pa direktor zbornice, gospod Hansi Mikl. Poseben pozdrav namenjamo še direktorje kmetijskih zadrug, mestnim svetnikom, direktorjem in predstavnikom javnih zavodov in podjetij širšega okolja ter delegacij zamejskih Slovencev iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske v okviru kmetijskih koordinacij Agro Slomah. Da pa dober glas je že tudi v 9. vas, dokazuje gospod Gerhard Hübner, predstavnik mesta Burghausen, mesta, ki je pobrateno z mestom Ptuj. Danes so z nami tudi predstavniki generalnega sponzorja, med njimi tudi gospod Peter Uris, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Prav poseben pozdrav pa tudi patrom minoritom s provincialnim ministrom patrom Milanom Kosom, ki je bil pred kratkim ponovno potrjen v tej funkciji, za kar mu iskreno čestitamo. In seveda dobrodošlica tudi zbranim županom ter podžupanom občin Spodnjega Podravja, predstavnikom iz vrst politike in gospodarstva, sponzorjem in donatorjem 25. razstave ter medijskim hišam, ki spremljajo tudi letošnjo jubilejno razstavo Dobro. Vsem skupaj v imenu organizatorja razstave zaželiva dobrodošlico in nepozaben praznik slovenskega podeželja, ki pa ga boste lahko doživeli le pri nas na Ptuju. Seveda še ena zahvala še enemu patru, gospodu Tomažu Majcnu, gvardijanu minoritskega samostana svetih Petra in Pavla, in zahvaljujemo se mu za priporočila. Vreme je zdržalo, čeprav so bile napovedi zelo slabe. Vsako leto znova omenimo, da je pobudo za organizacijo prve razstave dalo Turistično društvo Ptuj. Iz skromnih začetkov je razstava iz leta v leto rasla, postajala bogatejša in pestrejša, ter vse slovenska, saj seže tudi v zamejstvo. Tudi izdelki, dobrote, so vse bolj kvalitetne. Kmetije iz Slovenije in zamejstva so letos ocenjevanje prijavile kar 1230 izdelkov v 13 kategorijah. Nagrajenih je skupaj 1097 izdelkov in prav na tem odru bomo v soboto in nedeljo podelili paleto bronastih, srebrnih in zlatih priznanj ter novo zbirko znakov kakovosti. Kot zanimivost velja povedati, da je bilo v preteklih 24 letih podeljenih 13.950 priznanj in 655 znakov kakovosti, kar priča o širini in velikosti te naše skupne prireditve in strokovnega dela. Blagovna znamka dobrote slovenskih kmetij je vse bolj prepoznavna slovenska blagovna znamka, ki ji zaupajo številni potrošniki. Na letošnji jubilejni razstavi pa ima v srednje mesto Podravje, regija, kjer se je zgodba dobrot pred 25 leti tudi začela. Podravje je raznolika pokrajina ravninskega sveta, gričevnatih slovenskih goric, hribovitih halos in gozdnate pohorske pokrajine, ki slovi po pestri tradiciji izdelave različnih dobrot iz rastlinskega in tudi živalskega izvora. Preden pa na oder povabimo prve goste, s katerimi bomo pokramljali o dobrotah slovenskih kmetij in pa o tej razstavi, pa se še za trenutek prepustimo glasbi. Z nami je simfonični orkester zasebne glasbene šole v samostanu svetega Petra in Pavla na Ptuju.
Tako, medtem ko pospravljajo stole, naj omenjava, da je zasebna glasbena šola v tem samostanu začela delovati leta 2007 in ob tem, kar vse ponujajo, smo lahko samo navdušeni nad njihovim delom in si zaslužijo res vso priznanje in pa pohvalo. Razstava dobrote slovenskih kmetij je že od vsega začetka ponos najstarejšemu slovenskemu mestu. Zato ob tej priložnosti na oder povabiva prvega moža Ptuja, dr. Štefana Čelana, župana Mestne občine Ptuj. Razstavi si brez strokovnjakov iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov skoraj da ne moramo predstavljati. Danes je z nami predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, ki ga prav tako povabimo na oder. No, ker imamo na moji desni ali na najni desni 3 mikrofone, potrebujemo še tretjega sogovornika na odru, to pa bo domačin, glavni mož na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, direktor Andrej Rebernišek. Ja, tako, odločili smo se letos malo drugače, povezati ta program in dati besedo gostom, zato smo jih povabili skupaj na oder in bomo jim postavljali vprašanja, pa ne za $1 milijon. Tako, gospodje, smo pripravljeni, sicer pa izgleda strogo, ne bo nič hudega, kajti letošnja razstava dobrote slovenskih kmetij je srebrna, torej jubilejna in imamo to lepo priložnost, da na oder lahko povabimo res vse tiste, ki so pravzaprav že 25 let upeti v to zgodbo. Začnimo pri županu. Tako je. Prvo vprašanje za župana. Kako pomembna je po vašem mnenju pravzaprav razstava dobrot za mesto Ptuj zdaj po 25 letih? Torej, lep pozdrav vsem, ki ste se danes tukaj zbrali v tem čudovitem ambientu Minoritskega samostana. Če bi želeli zdaj povedati, kaj vse prinaša takšna razstava, potem bi jaz moral ostati tukaj 3 ure na odru. Zato bom poskušal strniti zgolj tisto, kar je v danem trenutku za mene najpomembneje. Najpomembneje pa je za mene torej to, da preko tega projekta pravzaprav znamo na eni strani čuvati naravo in ohranjati tisto pristno in izvirno hrano. Torej, to, kar danes počnejo multinacionalke in tako dalje, kjer nas vodijo v ozke monokulture, to je nekaj, kar je za človeštvo kot celotno nevarno. In takšni projekti, kot je ta, pravzaprav dvigujejo zavest in zavedanje o pomenu pestrosti in raznolikosti hrane in to je potrebno čuvati in negovati. Upam, da si znate predstavljati, s kako lahkoto bi bilo možno okužiti eno monokulturo in da okužimo samo koruzo. Jutri pol človeštva lahko umre od lakote in torej ti projekti za mene pomenijo predvsem torej varno hrano in predvsem to, da si jo znamo sami na lastnem pragu pridelati. Hvala lepa, gospod Čelan, gospod Cvetko Zupančič. Zbornica je vezni člen med kmetijskimi zavodi v Sloveniji za mestvo in prav gotovo je posebno čast, da je bila v vseh teh letih med glavnimi organizatorji te enkratne kulinarične razstave. Ste ponosni? Ja, hvala lepa in lep pozdrav vsem prisotnim. Ja, seveda smo ponosni. Tudi ko gledam na tole ozadje, prvi organizatorji, ki so bili, so poiskali pravo ime, dobrote. Se pravi, tukaj zajemamo največ, kar kmetija lahko ponudi. Se pravi, tako izdelke, mlečne, mesne, krušne, tak in drugačne. Se pravi, vsebina je najširše, kar mora biti. Seveda samo prireditev, sama ta dogodek, pa je skozi 25 let prinesla ta veličino. Se pravi, da so te dobrote, ki jih slovenske kmetije proizvedemo, napravimo, skozi stroko izpopolnjujejo in pa seveda na taki prireditvi, kot je dobrote slovenskih kmetij, seveda z vsemi priznanji in podlikovanji doseže tisti nivo,
da je danes dobrote slovenskih kmetij neka vrsta blagovna znamka, ki je prepoznana, ki se prodaja in to je prav tisto, kar na promociji in seveda na trženju rabimo. Seveda na zbornici smo še kako ponosni na to prireditev, organizatorje in vse celoviti sklop tega dogodka. Gospod Rebernišek, vse se je zgodilo na Ptuju. Tukaj se je rodila ideja o organizaciji te enkratne razstave, tukaj ste kmetijski svetovalci, strokovnjaki iz skromne razstave naredili izjemno državno razstavo. Tudi vi ste prav gotovo na to zelo ponosni. Ja, vsekakor seveda najprej dovolite, da vas lepo pozdravim v imenu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Mi se radi pohvalimo kot ene izmed pomembnejših strokovnih inštitucij v Podravju, seveda če ne najpomembnejše. In uvodoma mi tudi res dovolite, da posebej še pozdravim moje kolege direktorjev, ker se tudi zavedamo, da brez sistema zbornice, se pravi kolegov iz Kmetijsko-gozdarskih zavodov, vsekakor in takšne prireditve ne bi bilo mogoče speljati. Kajti večkrat rečemo, da je danes Slovenija v malem in vsekakor to drži. Osebno moram reči res, da sem ponosen na to prireditev. Večkrat sem tudi do par let delal fizično, tudi kot strokovnjak na področju, kaj se tiče ocenjevanja. In vsak dan, ki je bil preživet tukaj v res čudovitem prostoru, samostana, ima svoj čar. In ko človek vse to skupaj še šteje, smo res ponosni na to, kaj smo naredili v zadnjih 25 letih. In tudi moram reči, da dobrote dobivajo širši pomen. Jaz se predpišem vse dva, če ni tri. Prvo je dejansko, da ohranjamo dediščino našega podeželja, doslej rečemo tudi naših babic, kaj so skuhali. Drugo je, da dejansko združujemo kmetije, ki dejansko tržijo, se pravi tudi ta segment iz leta leto narašča, se pravi združevanje kmetij, ki se resno ukvarjajo. In tretja stvar pa je generična promocija doma pridelane hrane. Se pravi, da smo vsi skupaj res lahko ponosni na ta projekt. Gospod Čelan, vsako leto znova vas srečujemo najprej na otvoritveni slovesnosti, potem se še ponavadi srečamo tudi v soboto in nedeljo na podelitvi, pa tudi tukaj med stojnicami, kjer vas vidimo tudi med kupci najrazličnejših domačih dobrot. Kaj vas je recimo na razstavi v zadnjih letih morda najbolj pritegnilo, tudi presenetilo? Ja, torej, kar bi bilo potrebno narediti je, da se zahvalimo vsem tistim, ki so to idejo rodili, še zlasti pa vsem tistim, seveda, ki so bili sposobni, kar ni ravno navada slovenskega naroda, povzeti idejo in jo prej razvijati. Vemo, da so začetniki te ideje bili sodelavci turističnega društva, potem jo je pa seveda prevzela stroka. In torej čestitka za tako obliko povezovanja in sodelovanja, ki je v tej slovenskem prostoru še kako manjka in naj bo to zgled tako politiki, gospodarstvo, civilni družbi, brez sodelovanja ni prihodnosti tega naroda. Zato torej hvala za način in postopek, kako delujemo in se znamo povezovati pri tem projektu. Drugo, kar je mene v teh letih na nek način vedno znova in znova preseneti, je to, da vsako leto rečemo, gledajte, to je pa zdaj vrhunec, kar smo naredili, preko tega ni mogoče več stopiti. Ampak ni res, torej vsako leto nas posamezne pridne roke presenetijo za vrhunsko kakovostjo in torej želja je, da bi vsi tisti, ki seveda sodelujete pri tem projektu, tudi ta cilj na nek način tudi v prihodnje zasledovali. Sprehod med stojnicami pa med razstavo pa je sila težek. Že govorim težko, ko se samo spomnim, kaj vse bomo danes videli, vonjali se kisline začnejo cediti in torej res čestitka res vsem, ki to počnete. Čestitka pa tudi vsem tistim, ki to zadevo spremljate, predvsem seveda novinarkam in novinarjem, ki ste veliko lepega opisali v tem projektu, torej upravljajte to plemenito poslanstvo še naprej, kajti samo oskrba z kakovostno hrano je vendarle osnovna prvina. Brez vode in hrane in čistega zraka ni preživetja za nobeno živo bitje in tudi za človeka. Hvala lepa. Gospod Zupančič,
K čemu vse na področju slovenskega in evropskega kmetijstva pa je po vašem mnenju takšna razstava, ki jo imamo doprinesla? Ja, lejte, ko smo že prej rekli, ne, gre za veliko promocijo, gre za posebnost te države. To so izdelki, veliki izdelkov, ki jih dobiš samo pri nas, so posebnost tega kraja, te države in prav ta del je treba ponuditi, predstaviti in ta prireditev je prav to, ki omogoča, da se pokažemo tudi v luči, ne samo po temu, da gremo dostikrat v Evropo, pa nazaj pridemo, pohvalimo tuje izdelke, tuji napredek. Tukaj je možnost tudi, da mi svojo tradicijo in pa znanje, ki ga je veliko, tudi preko take razstave pokažemo tudi navzven. Seveda, še enkrat tudi z moje strani vsa zahvala vsem, ki kakorkoli sodelujejo v tem projektu. Gospod Rebernišek, še za vas tole vprašanje, kaj je morda zaradi te državne razstave, teh pridnih rok drugače, boljše tudi v smislu slovenske hrane in samooskrbe, ki je tako v zadnjih letih veliko poudarjeno? Ja, vsekakor moram reči, da nekako se vsi začnemo zavedati pomena doma pridelane hrane. In en izmed pomembnih ciljev je tudi delo z mladimi. Zato nekako v vsebinskem delu smo v letošnjem letu dodali tudi poudarek, se pravi, vključili smo tako osnovne šole, vrtce, jutri je njihov dan, kjer smo vključili tudi posebni projekt, kjer so otroci risali na temo kruh naš vsakdanji. Ravno tako v soboto organiziramo okroglo mizo z podeželsko mladino, kako razvijati družinsko kmetijo, kakšna je perspektiva v Sloveniji. Se pravi, da dajemo tudi širše vsebine ta naše prireditve, ki se mi zdi, da je zelo pomembno, ko se pogovarjamo o podeželju, je to v bistvu nekaj več in to je tudi naš cilj, se pravi, takšne prireditve, ko so dobrote slovenskih kmetij, da tudi na tem področju damo poudarek. Vsekakor pa, če mi dovolite, pa bi se tudi v tej priložnosti tudi zahvalil prvi ste tudi vsem, kot sem že omenil, direktorjem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, vsem sponzorjem in dejansko osebno mi dovolite, da se zahvalim tudi mojim sodelavcem. Verjamete mi, brez takšne ekipe teh dobrot ne bi bilo in tudi z te strani res zahvala, da ta projekt smo izpeljali. Hvala. 25 let je za nami, 25 let pred nami. Za naslednjih 25 let, kakšna spodbudna misel? Najprej gospod župan. Jaz bi si želel, da bi v naslednjih 25 letih povrnili sistem organizacije in dela tako, kot smo ga imeli takrat, ko sem jaz odraščal. Ne smemo gledati vse skozi tisto suhoparno dobičkonosnost. Če pogledam, kako smo živeli pri nas doma, bilo nas je 5 na domačiji, imeli smo približno 4 hektarje zemlje in bilo je potrebno zjutraj poskrbeti za krave, za svinje, za kure, potem je bilo potrebno hitro zložiti nekaj v tako imenovani znani hrvatski cekar, se ga spomnite, zapeljati na tržnico sir, jajca, smetano in potem oditi v šolo. In ko sem prišel domov, me je doma čakal listek, smo na tej njivi. In odkorakal sem na to njivo, fizično pridno delal, se razgibaval in tako dalje. In znal na nek način ceniti, kako se pridela hrana, kaj pomeni imeti zdravo hrano doma, kaj pomeni biti na nek način zavezan tudi z delom svoje družine. In ta model, ki smo ga imeli, ni slab in jaz upam, da bo dovolj zdrave pameti, da bomo znali takšen model v prihodnih 25 letih preko projekta Dobrot slovenskih kmetij na nek način ponovno uvesti v naš prostor in priti na 80% samooskrbo. Ob tem bomo še pa zdravi in vitalni in ne bomo sedeli za kompjuterji in cele dneve Twitterji ali Facebook ali ne vem kaj še vse. Hvala lepa, gospod Zapančič. Ja. Zdaj je srebrni jubilej, čez 25 let bo zlati. Jaz sem tudi srebrn, pa ne bom zlat čez 25 let.
malo za hec. Seveda od te prireditve v 25 letih želim, da gre naprej in da je tako kot danes korak pred ostalimi, tako da ta prireditev nekako daje usmeritve in pa da nekako pelja ta živinski del, če rečem domači kmečki živinski del naprej, da bo v prihodnje tudi preko tega dobra promocija, da oproti tega skladno s to prireditvijo tudi vse tisto, kar tudi danes ponuja, tudi v prihodnje ponujila in da bo dalo dodatno kvaliteto. Seveda, jaz se tukaj ne bojim pri takih organizatorjih, pri tem pomenu, ki kot dobrote slovenskih kmetij danes prenašajo, sploh ne bi smel biti razloga, da bi bila kakorkoli kdaj vprašanje ali ja ali ne. Jaz verjamem v to, ker čas zelo hitro teče in vsa organizacija in potreba tega dogodka je tako velika, da jaz verjamem, da ima še veliko perspektivo pred seboj. Hvala lepa. Malo ste me razočarali, ker mene je tudi srebrnina napadla, pa niso nam prišli do zlatega, ne? Gospod Rebernišek? Ja, dejansko res 25 let je za nami in seveda brez tiste ideje, ko so imeli pred 25 ena ekipa na Ptuju, seveda danes mi tukaj ne bili in to je tudi naša obveza, da nadaljujemo, da v prvi fazi ohranimo to prireditev na Ptuju in seveda tu damo trdno roko, da smo trudili in kot sem že prej omenil, da krepimo prireditev, da tudi mogoče na strokovnem delu, širšem pogledu podeželja še dodamo kakšne vsebine in res zagotovilo dajemo, da bomo se trudili, da bo ta prireditev ostala res na Ptuju kot najstarejše mesto zasidrana tukaj v Minoritskem samostanu. Hvala lepa, gospodje, vsem trem za klepet, za pogovor. Zdaj vas prosim, da ostanete še nekaj trenutkov tukaj na odru, kajti pred nami je podelitev jubilejnih priznanj o 25-letnici razstave Dobrote slovenskih kmetij. Podelili bomo 15 priznanj. Najprej bomo začeli z zavodi, ki spadajo pod Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor za dolgoletno uspešno sodelovanje pri izvedbi razstave Dobrote slovenskih kmetij. Potem Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, prav tako za dolgoletno uspešno sodelovanje pri izvedbi razstave Dobrote slovenskih kmetij. Zahvala gre tudi zavodu Celje za dolgoletno uspešno sodelovanje pri izvedbi razstave Dobrote slovenskih kmetij. Zahvaljujemo se tudi Kmetijsko-gozdarskemu zavodu Novo mesto za dolgoletno uspešno sodelovanje pri izvedbi razstave Dobrote slovenskih kmetij. In pa tudi zavodu Ljubljana. Za dolgoletno uspešno sodelovanje pri izvedbi razstave Dobrote slovenskih kmetij gre zahvala tudi zavodu Kranj. Pa tudi v zavodu Nova Gorica se trudijo in pomagajo pri izvedbi naše razstave. Zahvalo podeljujemo Minoritskemu samostanu Svetih Petra in Pavla na Ptuju, prav tako za dolgoletno uspešno sodelovanje pri izvedbi razstave. Zadružna zveza Slovenije dobi priznanje za prispevek k razvoju razstave Dobrote slovenskih kmetij. Gospa Zvonka Kneževič, prav tako za prispevek na nastajanju in razvoju razstave Dobrote slovenskih kmetij, ki pa se je za danes opravičila. Dolga leta naša mama, kot smo ji rekli, Terezija Meško, za dolgoletno uspešno organiziranje razstave.
Gospa Milena Kulovec za prispevek nastanku in razvoju razstave Dobrote slovenskih kmetij. Gospe Majdi Goznik, prav tako za prispevek nastanku in razvoju razstave Dobrote slovenskih kmetij. Magistri Irmi Karlinc-Guzej za prispevek razvoju razstave Dobrote slovenskih kmetij. In pa, kaj bi razstava brez gospoda Petra Pribožiča? Tudi njemu se zahvaljujemo za dolgoletno uspešno organiziranje in vodenje naše razstave. Čestitka še enkrat vsem dobitnikom, to so torej dobitniki priznanja o 25-letnici Dobrot, še skupna fotografija. Medtem, ko se pripravljajo na fotografiranje, bi kar povabili na oder zbor, mladinski pevski zbor zasebne glasbene šole v samostanu Svetega Petra in Pavla na Ptuju, ki nam bo zapel takoj po temle fotografiranju. Dve pesmi, zborovodja naj omeniva je Peter Vojkošek, repetitorka pa bo Živa Horvat.
Gospe in gospodje, prijetne trenutke na današnji otvoritveni slovesnosti jubilejne razstave Dobrote slovenskih kmetij bomo na našem odru zdaj delili še s tremi vsem vam dobro poznanimi sogovorniki. Prvi je vsestranski mož, prvi na seznamu organizacijskega odbora, torej predsednik gospod Vite Pribožič in tudi letošnji predsednik organizacijskega odbora jubilejne razstave Dobrote slovenskih kmetij. Drugi je prav tako na vrhu in sicer Zadružne zveze Slovenije, saj je predsednik na oder vabiva gospoda Petra Vriska, ki je danes tudi v vlogi predstavnika generalnega sponzorja. In še tretji, prav tako pomemben mož, prihaja iz Haloz, iz občine Zavrč in je uspešen kmetovalec ter vinar. Od vsega začetka je njegova družina zraven pri Dobrota slovenskih kmetij, z izdelki pa tudi s ponudbo na stojnici. Na oder vabiva Roberta Pungrečiča, nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji. No tako, vsak je na svojem področju prvi. Pa začnimo s prvim pri razstavi. Gospod Pribožič, podatki o razstavi, o ekipi, ki sodeluje in ustvarja razstavo, enkratni dogodek. Ja, lepo pozdravljeni. V katalogu sem zapisal, da je to zgodba o uspehu kmetijske svetovalne službe Slovenije in seveda kmetij, ki sodelujejo. Na letošnji razstavi, kot je bilo že poudarjeno, 1230 izdelkov, podelili pa bomo 582 zlatih, 319 srebrnih in 196 bronastih priznanj in kar 87 znakov kakovosti. To priča, da boste spoznali res vrhunske izdelke, ki jih pripravljajo slovenske kmetije in želim vam obilo užitka ob ogledu. Gospod Vrisk, zadružni sistem je do vsega začetka pri razstavi, razstavo tudi podpira prav gotovo s posebnim namenom. Katerim? Najprej lep pozdrav gospodu ministru, zadružnikom, vsem predstavnikom zbornice, medijev. Seveda mi že vsa leta tudi podpiramo na razne načine, tudi finančno seveda, ker tudi vse skupaj nekaj stane, ta lep dogodek tukaj in seveda kmetijstvo je prepleteno. Jaz trdim, da kmetijstvo in podeželje bo uspešno, če bo sodelovanje zadružnega sistema, zborničnega sistema in upam si trditi, da imamo v tem slovenskem prostoru tako, če gledamo in zadružni in zbornični sistem, dva izjemno močna, kvalitetna sistema, ki sta med boljšimi tudi med starimi članicami Evropske unije in ob tem sodelovanju smo lahko tudi uspešni. Če se peljemo po naši lepi Sloveniji, vidimo kljub krizi je Slovenija lepo obdelana, veliko se gibljem tudi po hribovitih predelih, tudi tam kmetje trdo delajo, obdelujejo to našo zemljo in seveda temu je lahko tako, če ima kmet torej finančno podporo, ki smo zdaj tudi na evropski ravni zopet dokaj solidno izborili, če ima zadaj kmetijsko-gozdarsko zbornico, kmetijsko svetovalno službo, ki mu pomaga in pa tudi zadrugo, ki proizvode odkupi in tudi plača. Tako da smo vpeti v ta sistem in absolutno zadružniki, zadruge, zadružna zveza, cel zadružni poslovni sistem od banke, kapitalske zadruge, semenana je od lanskega leta vključena v naš sistem, smo in bomo sodelovali tudi na tej prireditvi. Gospod Pungrečič, s ponudbo in izdelki s kmetije ste zraven od vsega začetka. Kako doživljate to dolgo zgodbo? Kaj vam razstava dejansko pomeni? Ste ponosni, da ste del te jubilejne zgodbe? Lepo pozdravljam se skupaj. Seveda nam ogromno pomeni. Mogoče smo v začetku pristopili malce sramežljivo za svojimi izdelki. Kasneje se je izkazalo, da so res kakovostni, da je lahko ponudimo širje. In skozi čas, ko gledamo, je še najbolj pomembno to, da je to ena naša skupna linija v kmetijstvu, ker skozi to razstavo, kjer se srečujemo, kjer primerjamo te izdelke, postajamo prepoznavni v širši družbi in to je za kmetijstvo danes nenazadnje zelo pomembno. Hvala lepa, gospod Pribožič, razstava nekoč in danes. Začeli smo na Ptuju torej skromno. Danes lahko rečemo
da nismo več skromni, imamo državno razstavo, ki zagotovo ni para tudi v evropskem smislu. Ja, gotovo kot razstava, taka kot je izjemna v evropskem prostoru. Nobena država na enem mestu ne zbere celotno ponudbo, specifiko podeželja in to skozi teh 25 let smo spoznali, predvsem smo pa dvignili kvaliteto. 183, mislim, da je bilo izdelkov na prvi razstavi v ocenjevanju, 91 nagrajeno, danes pa 1230 in 1097 nagrajenih, tako da ja, velik napredek in to je ponudba slovenskega podeželja, na kateri moramo graditi naprej. Gospod Vrisk, tudi vaš pogled na pomen razstave v širšem prostoru? Ja, moje prepričanje je to, da je pomembno, da se tukaj srečujemo, mi nekako še bolj krepi občutek, ko grem po terenu, zdaj vidimo, da praktično vsaka občina ima določene prostore, kjer so te lokalne tržnice in kamorkoli grem, ti naši kmetje ponosno pokažejo priznanja iz slovenskih kmetij, te dobrote, ki so danes tukaj. In to se mi zdi izjemno pomembno. Torej, ta blagovna znamka dobrote slovenskih kmetij je postala nekako podlaga za to, da kmetje po kvalitetni ceni držijo svoje kvalitetne proizvode. In tega je, mislim, to je neprecenljivo. Ampak to je stvar dolgih let in ta srebrni jubilej je res en pomemben mejnik in sem prepričan, da bo v prihodnosti bomo še mnogim kmetijam pomagali, da bodo tržile in preživele na teh naših kmetijah. Gospod Pungračič, prav gotovo je razstava dobrote slovenskih kmetij veliko pripomogla tudi v prepoznavnosti vaše kmetije. Napoveste še kaj o priznanjih, ki ste jih dobili v teh letih kar nekaj? Ja, res je, v teh 25 letih smo sodelovali nekje z 85 izdelki. Prejeli smo 10 bronastih, 25 srebrnih in 45 zlatih priznanj. Vse to smo okronali z 4 znaki kakovosti, na kar smo posebej ponosni, tako da je to res zgodba, s katero smo zaokrožili tudi svojo kmetijo in svojo zgodbo doma. Hvala lepa. Preden vas zaprosim za zaključno misel v teh 25 letih, še vseeno vprašanje, ki se mu ne morem nekako izogniti, to me stalno zanima. Gospod Primožič, vedno ste najbolj mirni med nami. Vedno, ko smo mi že vsi malo nervozni, ste vi že zmeraj mirni. Kako vam uspe pri vsem tem stresu, ki ga predstavlja tako velika razstava, ohraniti to mirnost? Ja, jaz bom rekel, da je pomembna celotna ekipa kmetijskih svetovalcev, ki poskrbi za celoten projekt. Čez 50 ljudi je angažirano v teh dneh tukaj, pa še prej, ko se ocenjuje. Tako da, ja, ko imaš tako ekipo, potem si lahko miren. Se pravi, predvsem zaupanje v ekipo. In še zaključna misel? Ja, želim vam res užitek ob ogledu razstave in dajte ceniti dobrote slovenskih kmetij in to, kar pridelujejo pridne roke slovenskih gospodinj in gospodarjev. Še gospod Vrisk, vaša zaključna misel. Da bi se še dolga leta takole srečevali, zdravi, koliko je toliko uspešni, da bomo imeli optimizem. Tudi ta kriza nas ne sme spraviti na kolena, pa ko pogledam danes, kdo vse ste tukaj, torej vsi, ki v tem slovenskem kmetijstvu se delamo, se trudimo, če bomo enotno sodelovali, bomo tudi naprej uspešni. In prepričan sem, da bomo, hrana mora biti. Brez ostalih dobrin še lahko preživimo, hrana pa mora biti. Mi smo tisti, ki to hrano pridelujemo. Hvala. In še gospod Pungračič, vaša zaključna misel. Za bodoče bi si želel, da smo iskreni kmetje v svoji proizvodnji in vsi skupaj združeni podpiramo vse to, ker bomo samo tako preživeli in želim si res, da bi se to zgodilo. Hvala lepa vsem trem za podane misli. Gospe in gospodje, pred nami pa je slavnostni nagovor pred svečanim odprtjem 25. jubilejne razstave dobrote slovenskih kmetij. Slavnostni govornik je magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.
Gospod minister je rekel, da dosti lažje govori, če ga kaj sprašujemo. No, pa začnimo. Niste prvič tukaj, videli smo vas tudi, da privatno pridete sem, pa smo vas celo zvlekli na oder tudi takrat. Kako vi gledate na to razstavo? Jaz moram reči, ta razstava je koristna, če ne zaradi česa drugega, če zaradi tega, da smo tujskega župana naučili, da mora biti ptujski sok, ne pa soki iz sosednje Češke. In dovolite, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage prijateljice, dragi prijatelji, seveda najlepše pozdravljeni, posebej pozdrav pa za vse kmetice in kmete, ki ste danes pred nami. Vsaj vsi, ki smo tukaj, vemo in verjamemo v to, da je Slovenija ni največja država na tem svetu, ampak v vsakem primeru pa imamo najboljšo hrano. Verjamem, da kjerkoli imamo možnost, to tudi povemo tistim, ki se z nami družijo. In takšne razstave, kakršna je današnja, to je razstava za zgodovino. 25 let je tudi mnogo, tako da Peter, tebi in tvoji ekipi čestitam, res ste dobri. Upam, da bo dosti ljudi, ki te bojo in tvojo ekipo tudi posnemali. Ta razstava je za mene pomembna iz dveh razlogov. Prvi razlog je zato, da tudi preko takih razstav slovenskim državljankam in državljanom povemo, kaj se dogaja v kmetijstvu. V kmetijstvu se dogajajo lepe stvari in v kmetijstvu se dogajajo stvari, na katere morajo biti slovenski državljani ponosni. Kot drugo, taka razstava govori pa tudi o tem, da je potrebno, da na kmetijah se še ukvarjamo z nečim. In jaz verjamem, da ko slovenske kmetice in slovenski kmetje obiščejo to razstavo, da marsikdo dobi idejo, kaj naj počne pri sebi doma. Dovolite, da vam povem pa še nekaj drugo stvar. Ljudje smo takšni, da se bojimo novosti, zato ker smo navajeni tega, kako živimo, novosti nas je strah, ampak novosti so pred nami. Vsi, ki smo tukaj, vemo, da se naslednje leto v praksi začne izvajati nova kmetijska evropska politika. Nova kmetijska politika pomeni, da bodo nekatere stvari drugačne. Vendar strah je odveč. Potrebno je povedati, da količino denarja, ki smo jo izpogajali za naprej, je velika količina denarja, tako da slovenskemu kmetu in kmetijstvu bodo zadost denarja na razpolago. Tiste novosti, ki so pa tako zelo pomembne in se začnejo izvajati naslednje leto, so pa naslednje. Končno bomo lahko z denarjem dosti bolj podprli mladega kmeta. In to bomo začeli izvajati v letu 2015. 26 do 28 tisoč kmetijam bomo omogočili, da bodo šli v sistem majhna kmetija, kar pomeni, da bodo imele kmetije 6 do 7 let mir pred državo. Na ta način verjamem, da bomo marsikateri kmetiji tudi pomagali. Tisto, kar je meni dodatno pomembno, je pa še naslednje. Naslednje leto začnemo proizvodnjo podpirati stvari, ki nam v Sloveniji manjkajo. Od naslednjega leta naprej bodo tisti, ali boste tisti, ki boste želeli ukvarjati s proizvodnjo vrtnin, ki nam tako zelo manjka v Sloveniji, boste dodatno podprti z od 1000 do 1200 evri na hektar na leto. Naslednje leto začnemo dodatno podpirati proizvodnjo krušnih žit in vseh strnih žit, zato ker nam v Sloveniji manjkajo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zaključna misel pa je naslednja. Še enkrat vam čestitam, vsaj 25 let prebojene poti imate marsikaj za pokazati, hkrati pa vam želim, da ukrepe, ki vam jih nova kmetijska politika ponuja, v celoti izkoristite, saj to bo vplivalo koristno na razvoj slovenskega podeželja. Sedaj pa mislim, da je čas, da prenehamo govoriti, hrana čaka in dajmo jo izkoristiti. Hvala. Ampak gospoda ministra, vi vseeno prosili, da ostane pa na odru, kajti res bomo šli počasi pogledati to fenomenalno hrano. Tu je danes osrednje slovensko mesto, v katerem bomo prav kmalu tudi svečano na stežaj odprli vrata državni razstavi dobrote slovenskih kmetij. V Minoritskem samostanu si boste lahko kmalu gledali vse nagrajene izdelke pridnih rok gospodinj in gospodarjev iz Slovenije in zamejstva. Zato zdaj na oder še enkrat vabiva gospoda Roberta Pungračiča, tokrat s spremstvom in sicer skupaj z njegovo družino, ki sodeluje že vsa leta v tem projektu in pa, kar je danes tudi primerno, ob tem mednarodnem dnevu družine. In tudi zato, ker je Evropsko leto kmečke družine, tako, to je družina Pungračič, moramo povedati, da je še kakšna generacija tudi od zadaj, tako da
Jih je kar veliko pri hiši. Kmetija Pungračič se nahaja v haloški občini Zavrč, kot smo že dejali, tik ob državni meji z Republiko Hrvaško. Veliko vinogradov je okrog njih, lepa pokrajina, imajo odlično hrano in rado tudi odlična vina. Seveda zato množico priznanj, ki glede na to, da sem že večkrat bil pri njih, iz dobrot slovenskih kmetij visijo na zelo vidnem mestu ta priznanja in so na njih ponosni. Gospod Robert, kratek nagovor še pred otvoritvijo. Seveda smo ponosni, ne bom predolgi, ker nas vse skupaj zebe. Ponosni smo na to, kar smo dosegli, kar smo skupaj uspeli z dobrotami in ponosni in veseli smo, da nas vsi skupaj podpirate. Jaz bi vas, oziroma da povem tak, pripadla mi je velika čast, da v imenu družine in v imenu Podravske regije, kmetov iz Podravske regije, ki se letos posebej predstavljamo na tej kmetiji, odprem to razstavo dobrote slovenskih kmetij. In s tem povabim vas, gospod minister, in vse povabljene goste na ogled letošnje 25. razstave dobrote slovenskih kmetij. Tako, hvala lepa Robertu Pungračiču in njegovi družini, hvala tudi gospodu ministru. In gospe in gospodje, 25. državna razstava dobrote slovenskih kmetij je zdaj odprta in vabi k ogledu. Gostje si bodo lahko s spremstvom ministra razstavo ogledali po vseh prostorih Minoritskega samostana in tudi vse druge vabimo, da se jim ob tej priložnosti pridružite. Pa tvegate, kot to moraš biti. Ne bo. To pa se najboljše dela. Se je prav,